Tako so že zamenjali glavni električni generator in posodobili stekališče. Jutri naj bi zaključili tudi menjavo reaktorske glave s posodobljeno različico. Temu sledi potem oživljanje sistemov, startanje sistemov, varnostni sistemi so testirani, tako da praktično se z jutrišnjim dnem na nek način začne zagon elektrarne. Sinhronizacija pa po sedanji časovnici predvidena, mislim, da tam 25. maj. Zaključujejo tudi vzpostavitev tretjega neodvisnega vira izmeničnega napajanja, ki je v celoti avtonomen in bo po odločbi v funkciji do 30. junija. Sicer pa je za nadaljnje obratovanje jedrske elektrarne nujen dogovor tako v državi kot sosednjo Hrvaško glede ključnih parametrov, poudarja minister za kmetijstvo in okolje, ki se je danes skupaj z državnim sekretarjem z Ministrstva za infrastrukturo in prostor mudil v nuklearki. Ključni parametri, kot vemo, so dogovor okoli odlaganja nizko in pa srednje radioaktivnih odpadkov, tudi s tem povezano odločitev Republike Slovenije, da treba s to investicijo enostavno nadaljevati, kar je v preteklih letih manjkalo te odločenosti. Tako Slovenija kot Hrvaška morata imenovati člane meddržavne komisije. Mi bomo komisijo imenovali sigurno pred poletjem, je pa to seveda tudi veliko odvisno od hrvaške strani, da bo ona imenovala svoje člane komisije, da potem se lahko usedemo skupaj. Sicer pa so ob današnjem ogledu prepoznali visoko varnostno kulturo v krški nuklearki, zato se lahko tudi v prihodnje naslonijo na proizvedeno električno energijo iz tega jedrskega objekta, še dodaja Šalamon.